O zmanjšanju električne energije in peticiji Evropskemu parlamentu, komentar dneva Anela Bešo. Naprave, ki nam olajšujejo vsakdanje življenje, kot so televizijski sprejemniki, hladilniki, računalniki in ostale gospodinjske elektronske naprave, porabijo veliko energije in posledično vedno več naših financ. Če bi bile na trgu dostopne energijsko učinkovitejše naprave, bi lahko samo v Evropski uniji prihranili 10% energije in to brez dodatnih stroškov in brez odrekanja ugodju. Tehnologije za proizvodnjo visoko energijsko učinkovitih naprav že obstajajo, vendar pa jih redki proizvajalci dejansko uporabljajo, ker se jim zdijo s tem povezani stroški seveda previsoki. Proizvajalci zato nasprotujejo spremembam v zakonodaji, ki bi uvedla stroge standarde glede energetske učinkovitosti naprav v korist svojemu profitu proti koristi okolju in 5 milijonov potrošnikov v Evropski uniji. Sedaj so na potezi novo izvoljeni poslanci v Evropskem parlamentu, ki se morajo odločiti, ali zastopajo interese okolja in potrošnikov ter svojega volilnega telesa, ali bodo popustili lobiju proizvajalcev. Kam se bo prevesila tehtnica, se bo kazalo v obdobju od letošnje jeseni pa vse do 2011, ko bo potekal proces odločanja o energetskih standardih naprav. Dejstvo je, da bodo le stroga pravila prisilila proizvajalce, da začnejo proizvajati energetsko učinkovite naprave. Da bi tudi preko zakonskih ukrepov zmanjšali porabo energije in s tem okoljski odtis gospodinjskih naprav, ki se prodajajo v Evropi, smo se v Fokusu Društvu za sonaravni razvoj pridružili vseevropski kampanji Cool Products for Cool Planet. Peticijo, ki jo lahko podpišete na www.focus.si, bomo predali novo izvoljenim poslancem v Evropskem parlamentu ter jih s tem opozorili, da želimo in zahtevamo, da zastopajo interese okolja in potrošnikov pri svojih odločitvah o standardih za energetsko učinkovitost naprav. Naj se torej pokaže, koliko zelena je dejansko Evropska unija preko konkretnih odločitev v Evropskem parlamentu.